V enem mesecu je individualne naložbene račune odprlo približno 5800 Slovencev. Število iz dneva v dan narašča, profili ljudi, ki jih odpirajo, pa so zelo različni. Najmlajša stranka je stara 1 leto, najstarejša pa krepko preko 80 let. Razlogi so seveda različni, zaradi dolgoročnega varčevanja in izkoriščanja tega davčnega ščita, ki ga dobimo v sklopu individualnih naložbenih računov, potem zaradi konec koncev tudi ljudske obveznice in pa tudi delnice Vzajemna. Odprtje individualnega naložbenega računa je brezplačno, stroški pa so pri ponudnikih, ki jih trenutno ponujajo, podobni. Ob vsaki transakciji od 12 do 13 evrov, letno vzdrževanje pa stane od 19 do 23 evrov, največ za zdaj pri Iliriki, najmanj pri NLB-ju. Znesek, ki ga lahko položite na te račune, je omejen. V prvem letu imamo možnost položiti 20 000 evrov, vsega skupaj pa 150 000 evrov. In te zneske iz leta v leto ne moremo prenašati. V drugem koledarskem letu imamo možnost položiti na ta račun samo 5 000 evrov za vse vrednostne papirje in 5 000 evrov, ki jih lahko investiramo zgolj in samo v slovenske vrednostne papirje. Individualni naložbeni račun je račun, ki ga odpreš enkrat v življenju. Tudi iz tega razloga smo v zakonu uredili mirovanje individualnega naložbenega računa, torej to do 10 let, ko tudi ni nobenih stroškov s takšnim računom. Tak račun torej lahko odprete le enkrat in je zasnovan za dolgoročno varčevanje in vlaganje. Če sredstva na njem pustite dovolj dolgo, na koncu ne bodo obdavčena. Davčna stopnja je 15% ob izplačilu donosa iz individualnega naložbenega računa na bančni račun. Če 15 let zgolj vplačuješ na ta račun in ko prejemaš dividende in obresti, te reinvestiraš in šele po 15 letih izplačaš prvi donos, takrat je ta po ničelni davčni stopnji oziroma brez davka. Če to izplačilo delaš vmes, se od vsakega zadnjega izplačila začne teh 15 let šteti znova. In če to ponazorimo še s konkretnim primerom. Če, v 5 letih na svoj individualni naložbeni račun vplačaš 20 000 evrov in želiš na ta dan izplačilo, bo tvoj ponudnik ugotovil, tvoj portfelj na ta dan je vreden 40 000 evrov, kar pomeni, da če si boš karkoli izplačal te razlike med 20 in 40, boš na ta del plačal 15% davek. Seveda, če si izplačaš več, na tisti del ne plačaš davka, ker ni donos. Glavni namen je torej iz bančnih računov prenesti vsaj del denarja, ki sedaj leži na njih in izgublja svojo vrednost zaradi inflacije. Denar, ki bo nekje ležal, ki ne bo investiran, bo dejansko v štartu obsojen na to, da bo nominalnost, njegova vrednost enaka, bo pa z leti izgubljal realno vrednost, skupno moč. Tistim, ki razmišljajo o varčevanju, strokovnjaki svetujejo, da najprej naredijo dober načrt in dodajajo, da je tudi z majhnimi zneski mogoče varčevati in jih vlagati. Vzajemni skladi so recimo primer tega, kjer lahko vi že teoretično za 1 evrom vlagate v neko delniško področje, lahko je to svetovni delniški trg, lahko je to ameriški delniški trg, evropski. Poglejmo še, kako je z varnostjo naložb, sploh v teh negotovih časih. Stalno se dogajajo neki dogodki na borznem parketu, ki vnašajo negotovost. Spomnimo se samo leta 2020, pa potem leto 2022. Potem smo imeli seveda tudi Donalda Trumpa, ki je napovedal aprila 2025, da bo odcarinil cel svet, celo otoke s pingvini. Tudi takrat se je zgodila manjša korekcija na borzi, mislim manjša, kar precej velika korekcija na borzi. Ampak ja, to so normalna dogajanja na borznem parketu. Mogoče pa še rek znanega vlagatelja Warrena Buffetta, ki vedno pravi, da takrat, ko je kriza, ali pa ko so vsi prestrašeni, se splača kaj kupiti. In takrat, ko so vsi euforični, je pa fajn biti malo preudaren, ne? Velja si torej zapomniti, da z majhnimi koraki danes lahko veliko naredimo za boljše življenje jutri.